Spoštovana gasilka, cenjeni gasilci, predstavniki prostovoljnih gasilskih društev iz občine Slovenske Konjice in pa seveda predsednik ter poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice. Pred nami je, kot že je tradicionalno, svečani podpis pogodbe o upravljanju lokalne gasilske javne službe v občini za letošnje leto. In kot vedno ugotavljamo, da ste gasilci še kako pomemben del naše lokalne skupnosti in tega našega sistema, takšnega, kot imamo v Sloveniji. In kot ste videli, oziroma vi ste še to najbolj občutili na svoji koži, smo v lanskem letu vas potrebovali predvsem pri tistem februarskem žledu. In pa tudi čez leto se je marsikdaj naredila situacija takšna, da smo se morali obrniti po pomoč na vaše članice in člane. V imenu vseh občank in občanov občine Slovenske Konjice se vam zahvaljujem za vašo pomoč, vam izrekam tudi priznanje za vso požrtvovalnost, za vzbujanje čuta prostovoljstva in se seveda priporočamo za v bodoče, da sodelujemo vsaj na tako visokem nivoju, kot smo ga v zadnjih nekaj letih uspeli tudi si nekako vzgojiti, oziroma privzgojiti to zavest tudi pri ljudeh. Tokrat je ta naša pogodba za malenkost, ima nižji znesek kot lanska. Videli ste, da smo se v lanskem letu, ob lanskem podpisu pogodbe še nekako pohvalili s tem, da smo uspeli zadržati enak dosežen nivo sredstev, ki jih namenjamo za gasilsko dejavnost. Tokrat pa nam to ni več uspelo, kajti sredstva v proračunu se nenehno krčijo in tudi za temi zadnjimi ukrepi vlade smo bili kar precej prikrajšani, tako da če delamo primerjavo med prihodki proračuna v lanskem letu in v letošnjem, potem beležimo na nivoju celotnega proračuna 958 tisoč evrov manj sredstev. Potem pa je ob takšnem zniževanju pa že kar umetnost, kako se vsaj približa tistemu doseženemu nivoju. Ob tem pa seveda, da pa marsikatera zakonska obveznost, ki jo občina ima, pa stroški naraščajo in tam si nimaš kaj dosti pomagati kot malo proučiti, potem na koncu pa požreti slino pa plačati. Seveda pa pri tem potem trpijo najbolj pa investicijski del, to pa tudi občutite kot občani in občanke, ko gledamo naše ceste, pa še marsikaj drugega, tako da ne uspemo več zagotavljati takšnega tempa, kot smo ga imeli pred leti. No, če pridem na samo to pogodbo, dejal sem, da je teh sredstev nekaj manj, v seštevku je to 140 tisoč pa 130 evrov. Za tem popravkom govorimo o sredstvih, ki so namenjene za delovanje gasilske zveze, govorimo o 25 tisoč 930 evrih. Za prostovoljna gasilska društva za izvajanje dejavnosti je namenjeno 74 tisoč 200 evrov in pa za investicije v opremo, osnovno sredstveno opremo pa 40 tisoč. Tu je v bistvu največ tistega, kar je prikrajšanega, kar so gasilci prikrajšani. No, jaz bi mogoče še opozoril na posamezne člene te pogodbe, ker veste, da glede na situacijo, ki jo beležimo zadnjih nekaj let, ravno tukaj v Slovenskih Konjicah bi vas opozoril posebej, jaz verjamem, da so vsi prebrali pogodbo, ampak v 3. členu, tam predzadnja alineja govori o tem, da bodo prostovoljna gasilska društva posebej skrbela za pravilno finančno poslovanje skladno z računovodskimi standardi in drugimi veljavnimi predpisi. Potem je to sama vsebina. V 14. členu pa je tudi marsikaj takšnega zapisane, kar včasih radi
preskočimo ali pa rečemo, da je to v drobnem tisku, in jaz še posebej opozarjam na to, da tam, kjer so se pojavile nepravilnosti, pa odstopanje od tistih normalnih standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, da bo potrebno posvetiti posebno pozornost in vse to, kar je bilo zamujenega v zadnjih nekaj letih, v zelo kratkem času postaviti na svoje mesto. Kajti govorimo o tem, v kakšnih primerih bo občina prekinila pogodbo in med drugim pravi tudi, pustimo tisto, ne opravljajo nalog gasilske službe, to me ne skrbi toliko. Ko pa določene nepravilnosti, pomanjkljivosti ugotovimo, potem se bo določil rok za odpravo teh pomanjkljivosti in seveda, vkolikor v tistih naloženem roku teh nepravilnosti, pomanjkljivosti ne bodo odpravljena, se bo pač pogodba prekinila, kajti enkrat moramo priti do tega, da vemo, kaj je naloga in kaj je dolžnost enega in drugega. Tako da prepričan pa sem, da bomo v skladu s to pogodbo in na osnovi minulih let izkušenj na koncu leta ugotavljali, da bomo to leto zagotavljali varnost za vse občanke in občane, tako da me ni strah, kar se tiče strokovne usposobljenosti in opremljenosti gasilk in gasilcev v naši občini. Tudi v mojem imenu in pa seveda v imenu Upravnega odbora Gasilske zveze vas vse prisrčno pozdravljam v naših nadomestnih prostorih Gasilske zveze Slovenske Konjice. Če vam čisto na kratko predstavim, ti prostori so trenutno v lasti Ministrstva za javno upravo in pa, če še lahko se zahvalim določenim posameznikom, ki so za svojim delom doprinesli, da smo si uredili te prostore. To je predvsem Sandi Jelenko, poveljnik Gasilske zveze, Avgust Hlastec, tajnik, Tomaž Pahole in pa seveda naš klokočovnik iz Stepanja, ki je nam sponzoriral ta dela, ki jih lahko stropna dela, pleskarska dela Sandi, tlakarska dela pa naš bivši član upravnega odbora ali tajnik Alojz Hlastec. Tako da vsem iskrena hvala. Naša želja seveda še je, da bi pridobili en prostor, ki je sosednji prostor kot pisarniški prostor, pa žal ta naša, če lahko uporabim besedo, birokracija, obljubljeno je, ampak moraš počakati, da ti pogodbe in te stvari, da se uredijo in podpišeš, potem pa bomo še to uredili, tako da bo do pogoji za izvajanje naših nalog na zadovoljivi ravni. Seveda, gospod župan, če mi dovolite, tudi jaz bi se zahvalil občini, posebno vam, za podporo in pomoč pri izvajanju naših nalog. To pomeni, mi služimo predvsem v tem operativnem smislu, da zagotavljam našim občanom in krajanom to požarno varnost in želim poudariti, da jo nudimo in se razdajamo 24 ur na dan in vse proste dni in praznike. Glede na to, da smo finančni plan za leto 2014 dokaj dobro realizirali, kar se tiče v tem operativnem delu in pa predvsem delu vseh ostalih organov in komisij in na koncu, da je finančni rezultat toliko dober, da še bomo lahko si določene stvari v letošnjem letu pokrili. Kot veste, da leto 2015 smo zopet poimenovali nekako kot jubilejno leto in za vse te stvari dejansko so povezane s finančnimi sredstvi, tako da upam in mislim, da bomo lahko realizirali naše želje, predvsem pa na nek kulturni način obeležili to jubilejno leto. Kot veste, 70 let praznuje PGDIC Konos, 60 let Gasilska zveza, ki se je z samim pričetkom tega svečane redne letne skupščine
35 let tega pobratenja čezmejnega dela in pa seveda 15 let dela in obstoja Gasilskega muzeja Dravinjske doline. Ta naš drugi del se bo realiziral ob tem našem prazniku, ki smo ga poimenovali Dan gasilca, Dan solidarnosti v občini Slovenske Konjice, to je 9. avgust. 9. avgust 2015 bi potem to zaključili in strnili vse te naše aktivnosti. Drugo bi še mogoče gospod župan želel, prav je, da pogodba zajema vse te stvari, ki pač se nanašajo na izvajanje naših nalog, predvsem v finančnem smislu, ampak mene to toliko ne skrbi, prav je, da je v pogodbi, ker so naši osnovni akti tudi v tem smislu napisani, da se ve, kdo, kako se razpolaga. To je osnovni dokument, statut, potem so pravilniki o finančno-materialnem poslovanju, pravilniki o organizacijskem delu. Tako da tu moram reči, da ne bi smelo biti tisto, kar je, se pa nam dogodilo ali se je zgodilo, upam in mislim, da je v zaključni ali končni fazi. Še enkrat, gospod župan, za leto 2015 moram reči, ni da smo bili malo prizadeti, kar se tiče zmanjšanja finančnih sredstev, ampak predvsem želimo, glede na to, da nas redno in skozi vso leto spremljate in tudi ste obiskovalci na naših rednih letnih skupščinah, v naših prostovoljnih gasilskih društvih, da vam je ta zadeva poznana. Jaz mislim in upam se trditi, da za požarno varnost v občini Slovenske Konjice iz proračuna občine 140 000, konkretno v letu 2014 145 200, drugače pa upam trditi, da je to krat 2, včasih tudi krat 3. Tako da sredstva za požarno varnost kar krepko presegamo med 300 in pa tudi 400 000, glede na to, da vse te naloge in pa predvsem oprema, kljub temu oprema in pa zaščitna oprema je dosti draga, če lahko temu rečem, in če hočemo te naloge upravljati, seveda je prvo kot prvo naša varnost naših operativcev in zato uporabiš in uporabljaš temu primerno opremo. Da so naši krajani, občani res, bom rekel, dobrodelni in nas podpirajo, od podjetnikov in seveda do vseh teh naših občanov ob tem, če lahko rečem, novoletnem obisku, ki jim podarimo tak kolendar. Seveda so pripravljeni dati svoj prostovoljni prispevek. Glede na te večje vlaganja v društva, pa zopet so ti naši podjetniki v občini Konjice, v lokalnih skupnostih, moram reči, dokaj odprti do nas, tako da moram tudi to reči in pohvaliti, ampak bojim se pa, da nam bo počasi tudi to malo, ta sredstva se nam malo zmanjšala. Vsi nekako občutimo, če lahko rečem, del te krize, ki je prišla z naših, če lahko rečem, državnih vrhov ali pa želim predvsem reči, da marsikaj se da narediti in se tudi naredi, dokler je ta volja in ta pripadnost, ker pač vsi se zavedamo, da smo prostovoljci. V sredo 15. aprila 2015 je v novih prostorih Gasilske zveze Slovenske Konjice v bivšem domu teritorialne obrambe potekal svečani podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Slovenske Konjice za leto 2015. Župan Miran Gorinček, Gasilska zveza Slovenske Konjice in prostovoljna gasilska društva iz celotne občine so podpisali sofinancerski akt, ki bo v letošnjem letu pogodbenim strankam zagotavljal 140 130 evrov sredstev za zagotavljanje izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Po potrjenem finančnem planu Gasilske zveze Slovenske Konjice bo 40 000 evrov namenjenih investicijam, 69 000 evrov prostovoljnim gasilskim društvom za izvajanje gasilske službe
in 31 127 evrov sredstev namenjenih za delovanje gasilske zveze.